Lep pozdrav v letu 2021. Ker smo že vsi željni sprememb, sem se tudi jaz odločil, da tokratno epizodo za Zaodrja začnem nekoliko drugače. Moj gost tokrat ne bo glasbenik. Tokrat bom govoril s športnim trenerjem, ki prihaja iz vrst rokometnega kluba Celje Pivovarne Laško. Dame in gospodje, Klemen Luzar. Nam nihče ni enak, Celje bo prvak. Nam nihče ni enak, Celje je prvak. Nam nihče ni enak. Nova epizoda Zaodrja bo na voljo vsako nedeljo na YouTube kanalu JL Show TV. Spremljajte me tudi na Instagramu in Facebooku. Ok, zdravo, kaj je zdaj? Zdravo, vse ok. Vse štima. Vse štima. Ste že začeli po novem letu sezono naprej? Ne, začnemo zdaj, 7. januarja. Je res pa, da zdaj v tem času imajo vadijo po individualnih programih. Tole prehodno obdobje je kratko, vse laufa, tako da po eni strani že komaj čakam, no, da začnemo spet s tem drugim delom. Takle, se pravi, vi ste imeli zimski premor, ali kako se temu premoru v bistvu reče? Ja, lahko tudi zimski, recimo neko prehodno obdobje med spomladanskim oziroma jesenskim pa spomladanskim delom. Ok, zdaj Liga prvakov je zaključena zgodba za letošnjo sezono. Ja, ni še zaključena. Še imamo nekaj tekem za odigrati. Res, da imamo malo možnosti za napredovanje, ampak vseeno. Ali misliš Liga prvakov, finale Lige prvakov zdaj, kar je bilo v Kelnu? Ne, mislim, da je konc Lige prvakov sezone, ker sem gledal, mogoče sem slab pogledal, da imate Zagreb še doma. Imate še več tekem? Imamo še več, še igramo z Barcelono doma. Ja, nismo še zaključili, Vesprem, tako da še imamo nekaj tekem. Neki sočnih nasprotnikov. Ja, točno to. Bivših vaših igralcev. Ja, kar nekih je, ko jih je igralo Celju, tako da je tudi za njih verjetno to neka posebna zgodba, priti ponovno nazaj v Zlatorog, odigrati proti domačemu klubu in tako naprej, no, tako da jaz mislim, da je tudi za njih so to zanimive tekme, polne nekih emocij. Mogoče, če bili gledalci še dodatno, ne, ampak vseeno, zdaj smo se nekako že navadili. Čeprav se težko navaditi na vse tole, pa vseeno mislim, da je za njih tudi nekaj posebnega. Pa vse mogoče zdaj vi kot športniki imate še najmanj spremenjen urnik, bom rekel, no, sej feeling pa dvorane so itak prazne, vse vam pa naprej odvija sezona, no, kar je pa veliko šteje, no. Ja, za nas je praktično ostalo vse enako, no, ni se veliko spremenilo, razen to, kar si omenil, ne, da ni gledalcev. Malo je tudi, recimo, ta testiranja, ne, letos smo jih že kar nekaj imeli, skozi to neko si v pričakovanju, a bo kdo okužen, ne bo, a boš lahko odigral tekmo ali ne boš mogel. Tudi, če nam tekma odpade, smo se nekako navadili, čisto prijaznili s tem, doben se več pretirano ne obremenjuje, ne, tako da mi smo se res kar hitro na vse skupaj navadili. Res, da smo imeli tudi kar sreče veliko, ker moram reči, da smo se kar držali vseh teh ukrepov, tako da pri nas, naši ekipi, ni bilo veliko okužb. Funkcionirajo, ne, ukrepi? Kak? Funkcionirajo ukrepi, ne? Ja, mi smo kar, moram jih kar pohvaliti, so bili res pridni, tako da smo šli čez ta del sezone skoraj brez teh nekih večjih prask, no, kar se tiče teh okužb. Super. Ja, ker sem videl, zdaj vam je Zagreb odpada, ne, pred koncem sezone, ne? To nam je pa tik pred sestankom, mi smo že načrtovali tale sestanek v garderobi, ko ga imamo vedno 1 uro pred tekmo. Ste še tu v Zagrebu? Ja, ne, vse je bilo tekma normalno, vse. Praktično res smo imeli uro pred tekmo, imamo tako običaj, da uro pred tekmo naredimo
naredimo. Ja, meni je žijavo ta aplikacija, kako se reče, Sofa, no? Sofa Score mi je žijavo, veš, sem že zbral zmagovalce, ne? A veš, kaj te vedno vprašam, kako boš glasoval. Dobro, tega ne na glas govoriti, ampak okej. Ja, veš, ker vsi tebe A ja, lahko zbereš. Ja, razumem. Ja. Okay. Pick your winner, kak je. Ja, tisti pa lahko, okej. Koga si pa zbral? Ja, jaz vedno zberem cele, tudi ko igrate z barco, če gledaj cele, reče me preseneti. Ja, to je res, dobro. Ja, lej. Zakon, da se malo vrnemo čisto na začetek. Jaz sem dejansko štartil podcast za Odrje, čisto iz take ideje, da začnem nekaj početi v teh časih, ko so nam skenslali vse koncerte, vse javne dogodke, glasbenikov so še mogoče malo bolj zategnali, kako bi rekel temu, naš način delovanja. In sem takrat štartal in sem imel prvo idejo, da štartam z čist kitarskim podcastom, da se menim samo o kitarah in da bo tudi naslov podcasta Guitarcast. Ampak sem pa hitro začel razmišljati, glede na to, da tudi druge inštrumente igram, pa glede na to, da res odkrito preveč pogledam športnih dogodkov, ne, sem rekel, da jaz to razširim, da lahko še povabim goste iz drugih področij, ne, in da lahko tudi športnike povabim, lahko tudi podjetnike, konec koncev, in da se pogovarjamo o tem za Odrju, kaj se dogaja v bistvu v ozadju vsega, ne, in ti si prvi gost, ko nisi glasbenik, bom rekel, no, pa nisi iz glasbenih krogov, ne. Čast mi je. Si je v čast, ne? Itak, mislim, mi, da smo bratranca, po priimku se to ful hitro da razbrati, ker po moje nas ni ful veliko luzarjev na... Ne, mi je všeč mi je tudi, da si izbral tako ime podcasta, ne, da se vidi priimek kot Debeljano in to je res nekaj posebnega. Ja. Ja, tudi Jernej Luzar šel, to sem v bistvu nastavil kot ime kanala, kot vsega, to sem pa zdaj specifično ta podcast sem pa poimenoval za Odrje, da lahko pač debatiramo res na neomejene zadeve. Nekak cilj, ki sem ga pa postavil, pa nek namen, no, ali pa namero, je pa, da z gosti, ko so dosegli nek nivo, ko se predstavljajo na nekem višjem nivoju, pa imajo nekaj že za pokazati, pa povedati, najdemo nek key, oziroma neko ključno točko, prelomno, a veš, v tvoji karieri, kaj je tisto, ali pa na karieri tvojih igralcev v tvojem primeru, da jih je naredil najboljše ali pa še boljše, da so dosegli, kar so dosegli, ne. Vse področje je podobno, ne, tako v športu imaš, verjetno v glasbi, tudi v športu, ne, so neke točke, recimo, ne, ko pride do nekega preloma ali pa zakaj nekomu uspe, zakaj ne, drugmu ne. Okay. Točno to bi rad izpostavil, pa poiskal neko skupen koeficient, veš, kaj mislim? Vem. Ker to se mi zdi zelo pomembno, da ker vsi imamo neko isto, do zdaj s temi gosti, ko smo se menili, smo vsi v bistvu odkrili svoje področje, ki nam je ležalo, to je prvo, pa ki nam je bilo ful všeč. In vsi smo res padli not, po domač povedano, in smo začeli to stvar ponavljati, pa drilati, pa driblati v nedogled, brez da bi se nam zdelo v bistvu, da to ful dolgo traja. In pri športu se mi zdi, da je to mogoče malenkost lažje kot v nekem pop kulturi, v neki glasbi, ker si res čist sam prepuščen. V športu se mi zdi pa, da lahko si najdeš. Mislim, da imaš pač organizirano. Ja, v športu so stvari bolj organizirane, je pa tako tudi odvisno na kakem nivoju se pogovarjamo, ne, ali se pogovarjamo v tistem top nivoju, ali se, ne vem, pogovarjamo recimo tudi čist neki državni ravni, ne, to so velike razlike. Zdaj, da ti uspe, ne, res na top nivoju, rabiš res nekaj več, ne, mora biti tudi v pravem času, na pravem mestu.
moraš imeti nekaj, kar drugi nimajo. Ne, zdaj, odvisno tudi, ne vem, rokomet tako kompleksen, recimo šport, no, da rabiš biti vse, no, rabiš biti visok, močen, hiter, moraš imeti neko igralno inteligenco, moraš biti res tak kompletni športnik, da res lahko igraš v nekem top klubu, na nekem top nivoju. No. Zdaj, za državno raven tu v Sloveniji je pa zadeva malo drugačna. Ne. Tu pa vseeno je zdaj tudi zaradi gospodarstva, vseh teh finančnih vložkov vse toliko padlo, da enostavno imaš tudi v določenih klubih igralce, ko mogoče še par let nazaj ne bi videli, recimo, ne, prve lige slovenske in tako naprej. No, tako da, Pa so vsi klubi imajo različne pogoje za delo. Zdaj, mi v Celju imamo res dobre pogoje, ne, vsi ostali jih nimajo, ne, pri nas so tudi igralci, profesionalci. Dobro, imamo tudi nekih igralcev, ko se še šolajo, ne, tudi plače nimajo visoke. Recimo drugi slovenski klubi imajo pa, so pa recimo polprofesionalni, ne vem, zjutraj grejo v službo, popoldne pridejo na trening, za vikend imajo tekmo in to je to. Ne. Tu so pa tudi zaslužki zelo mali, recimo, ne, tudi nekje jih vidijo, nekje jih sploh ne vidijo. Ja, tako da, to v prvi ligi je tako tudi pri nas. Tudi v prvi ligi, ja. So na začetku sezone obljubljajo, ne, potem pa normalno, ko pa sezona steče, pa če ni nekih pričakovanih rezultatov, če ne gre v tisto prav smer, normalno, ne, pa pride do nekih izgovorov, neplačevanja in tako naprej. No. Tako da tudi v športu ni zdaj, ne, da bi rekel, da je lahko spet, ne. Ne, mislim, da konkurenca je tak na vseh področjih. Visoka, točno to, ja. Ne, ker tudi moramo gledati, da če sam, mene je ful tak šokiral podatek, ko sem gledal lanski let en film iz 90-ih, Jerry Maguire, ko je bil športni agent. Ne. In on je na začetku filma je tak ful je hud uvod, ko začne in reče, ko sem se jaz rodil, ne v 60-ih je rekel, je bilo na svetu 2,5 milijarde ljudi, ne. Ja. Film je bil v 90-ih je rekel, zdaj nas je že 4,5, ne. In je mene prav tak Berolinci, veš, vse nas je že skoraj 8, veš, dejansko 8, sve dvakrat več, ne, in to je logično, tudi konkurenca je to, ki se je povečala, ne, zaradi tega. Ja, tu je res, konkurenca je res velika, ne, že v rokometu je velika, ne vem, v fuzbalu je še veliko večja, ne, in recimo, ne, mogoče se niti ne vidi, koliko otrok na poti sploh do članske ekipe odpade, ne, koliko jih niti ne imajo željo, si želijo, pa ne pridejo blizu, ne. In je res težko, ne, tudi tu je težka pot, dobenemu ni, ne, da bi bilo nekaj kar podarjeno ali pa da bi lahko dosegel. Ni variante, ne, to je, pa športom se tudi ukvarja veliko ljudi, ne, in ni samo dosti, da imaš nekaj rad, ne, glasbo mogoče, ne vem, dobro, se tudi športom se lahko pol ukvarjaš, ampak je konkurenca res tu enaka, no, mislim. Ja, se zdaj, če se na hobi nivoju ukvarja, se itak lahko, ja, mislim. Se itak lahko, ja, točno to, ja. To je zaželjeno. Je pa res, mi je pa ful žal, no, ker jaz tudi kot bivši rokometaš, ki sem treniral rokomet v tistem obdobju osnovne šole, ne. Mi je žal, da ga ne morem več igrati rekreativno, ker je pa tak šport, se mi zdi, da je ful agresiven, pač kontaktni je zelo. Ja. In res moraš imeti, da bi dali do zdaj 12 ljudi, ko bi bilo pripravljenih igrati, pa ne preveč resno vzeti, pa ne premalo, pa, a veš, kaj mislim, pa da znajo igrati rokomet, je veliko lažje se dobiti 5 na 5 pa igrati fuzbal. To je samo na Danskem. A res igrajo? Na Danskem imaš, ja, na Danskem je to, ja. Druge pa ne vem, no, za druge države ne vem, da bi igral rokomet, ni. Včasih so Florijani igrali rokomet. So imeli v petkih rekreacijo, pa so igrali rokomet, ne, tam, to se je, zdaj pa tudi tega ni več. Tak da. Ja, ne, mi smo probali, so naredili neke 2 ekipi, ko smo igrali, ampak ti povem, preigraš človeka, prideš na 6, se pripraviš na šut, pa te za roko prime. Ja. Konec, jaz sem samo pospravil, sem rekel, veš kaj, nimam več kondicije, danes ne morem, šel sam domov, rekel, nikoli več ne pride. Moraš znati, ne, moraš znati. Ja, res je tak šport, da ga moraš poznati. Ja, res, ja.
Pa tudi da boš najdel zdaj 2 golmana, bi mogel pač dejansko bivša igralca najti, ker žoga je hitra pri rokometu. Ja. In je ful. Ja, tako je dosežen, ne vem, 50, 60, 70 km/h, ne, tudi če nisi nek rokometaš, ne, tako da dobro. Ja, pa tudi, ko te telo zadene, vsaka žoga Ja, če nisi, ne, ja, normalno, ja. Mislim, golmana jaz najbolj spoštujem, ker to sem imel ful želje, ko sem bil majhen, da je bil golman, ne. Vsi golmani so malo posebni. To sami vse pravijo, veš, to ni nič kaj takega, no, tako da ja, to moraš reči. Ja, itak. Ampak pravim, da popa, ko si star 7-8 let, ko smo začeli mi igrati, to ni panike, ne, to pač si tek čist meh, nimaš nobenega šuta, popa, ko si star enkrat 13, pa so pobeži samo okoli 170 visoki. Je pa res, veš, če ti recimo od 11. leta stojiš v golu, je drugače, ne, ker si navajen, ne, in je druga percepcija vsega skupaj, ne, kot pa če se ti zdaj postaviš v gol. Veš, tako pri vsaki stvari, ne. Tudi oni so navajeni, rastejo s temi streli, z močjo strelov, navajeni so tega in je tudi udarca, tako si prej rekel, žoge v telo, ne. Oni so to navajeni, no, tako da tisti, ko nimajo težav s tem, sploh ne razmišljajo na tak način, ko razmišljajo, mi se vidiš, da nastavijo glavo pri vsaki zadevi, ne. Tako da to je vse malo drugačno. Za nas je pa res, ajde, če gre zdaj v gol, ne. Ja, 5 na gol, pa najti strela. Ja, jaz tudi zdaj časih na treningu, ko se za gol postavim, pa ko kjer vrže na gol, rečem, lej, z golman, pa res ne bi nikoli bil, no. To je pa, ni šans, lej. Vse že v blok se postaviti, je že kar. Pa ajde, ti še neko ksenje drugače, samo gol ostati, ne, pa ko ti en preleti, ne, na polno, vrže žogo 120 na uro, lej, res, to je res petarda, no. Ja, se to. Ja. Ja, to ne bi se šel, no. Ne bi se šel postaviti na gol. Po moje, da tako navadnega smrtnika zadene, taka žoga, jaz imam film, da bi mi lahko izlomil. Prstni koš, mate. Ja. Ne, moja šala na stran. Ampak ja, v glavnem ti si delal zdaj že z vsemi selekcijami, od najmlajših do zdaj si članih že kar neki sezon. Ja, v bistvu sem začel z najmlajšimi, ne, delal sem tam z mlajšimi dečki, vmes sem tudi s tem mini rokometom se ukvarjal, ne, potem sem v bistvu šel takoj v člansko kategorijo, pa sem se spet vrnil nazaj. Mini rokomet je fora, ko se igra čez polovico? Ja, manjše igrišče je, manjše število igralcev je, manjši goli so, ne, in prilagojen je otrokom, ne, in to je tam od 1. do 4., 5. razreda, potem se pa že začnejo počasi navajati na velik rokomet, ne so točno neki taki postopki, kakih iz tega malega velik rokomet pripeljati, pol pa praktično igrajo normalno, od 12. leta naprej pa igrajo na pravim rokometnem igrišču, ne, tudi 6 plus vratar in to je to. Potem se pa ne spreminja nič več, ne, ker v nogometu je vse malo drugače, tam mislim, da ne vem, do kjerega leta na Omaja še vse igrajo po širini, tudi manjše število igralcev, ampak enako naredijo nek logičen prehod. Ne. Pri nas je pač to 12. leta pol naprej. Ja, vse to se je spomnil. Mi smo najprej to igrali na športni šoli, da se je rekli športna šola. Športna šola Celje. Tako, ja. Tam sem jaz treniral v to osnovni šoli. Si ti tudi tako začel, ali si ti šel prav kar v klub že? Ja, v bistvu sem šel na prvi trening, ja. Prvi 2 treninga sem tam naredil, pa sem me v kar v klub potegnil, ker sem bil levičar, bil sem tak motorično kar dober, pa sem šel kar v klub, no, tako da sem v bistvu tam začel pol kar z mlajšimi dečki takoj trenirati pa igrati. Super, ja. Mlajši dečki so prva ekipa, ali kak je to? Ja, mlajši dečki so zdaj, takrat so bili združeni letniki, ne, ko si še ti igral, pa jaz. Zdaj pa to malo vsak letnik je ločen, ne, se pravi, mlajši dečki, imaš mlajši dečki A, B, ne, to so, ne vem, različni letniki do kadetov, ne, po kadetski kategoriji se pa združita 2 letnika. Pri mladincih se združijo pol že v bistvu 3 letniki, ne, tako da članska kategorija pa neomejena, ne. Skupaj pa zdaj najmlajši igralci registrirani v članski, koliko imate zdaj vi, recimo, najmlajši? Pri nas je najmlajša sta letnik 2002, da imata neko vlogo, pa da igrata, ne.
Zato sta mlada, no, to sta še v bistvu mladinca. Imamo kar nekaj teh, ko še igrajo lahko za mladinsko kategorijo. Koliko je do mladinske, si 20 leta? Igral je pa letos tudi Jans, ne, ta mali Jans, brat od Blaža, je pa še mlajši, je pa 2003-letnik, ne, tam smo imeli neke težave s poškodbami, pa je tudi bil on nekaj časa z nami, mislim, da tudi na eni tekmi Lige prvakov igral, tako da ja. Super. Mladi fantje. Mladi že 20 ne. Ampak ne, mladinci so pa do 21, kako si rekel? Mladinci so pa do 21 leta, ja. 20. Ja, so kar noro zgodbo spisali, ne? 20 leta. 2019. Ja, mladinska reprezentanca, to je bil res vrhunski rezultat, vrhunski uspeh, dosežek, lepa taka promocija mladinskega rokometa. Tudi dvorana je bila polna takrat, Zlatorog. To mislim, ja. Ja, ne. Redko na čilu tekmo pride tako ljudi. Ja, slovenska reprezentanca je imela, to je pa res, ne vem kako bilo, če je bilo kje drugje organizirano, ampak tu v Celju, ko je rokomet popularen, ko radi hodijo, ne, ko ima neko tradicijo, niti niso razmišljali, no, da bi kje drugje organizirali to prvenstvo kot tu v Celju, ne pri nas. No, vse to celjski rokomet, to je taka neka moja zgodba, da sem se sploh začel s kitaro bolj resno ukvarjati. Takrat, ko so postali prvaki Celjani, takrat so imeli Šank Roki, no, koncert pred Zlatorogom, mislim, da je bil tistega leta tudi zgrajen, ali pa kak let prej. In ko sem videl takrat Bora Zuljana igrati pred dvorano, sem rekel, tole je bolj za mene. Tole se nam bolj dopade. Sama igra rokometa, ne. Mislim, bolj dopade. Ja, bolj si za to, ne. Nekako se bolj... Itak, čisto bolj za to, ja, ampak ko sem res to videl, veš, na odru v akciji, sem dobil tisti calling pravi, no, da si ne želim pač pri prižganju luči špilata, kako bi rekel. Čeprav vedno ima pritisk podoben, oziroma občutek, ko laupaš pred polno dvorano, pa... Ja, ne vem, kak je občutek stati na odru, recimo kot glasbenik, pojma nimam, ampak pa tako, recimo, večja trema je pred nastopom, recimo, ko pa potem, ko enkrat začneš igrati, ne. Verjetno je, ne vem, glas bistvo. Aha, je tudi na športu tako občutek? Ja. Dobro, imaš tudi ene, ko so tremaši, recimo, ne, ko se tekma začne, ne morajo izgubiti tiste neke treme. Načeloma, no, pa ko se tekma začne, pa ko padeš tisti nek ritem, ponavadi nimajo več neke treme. Sploh nisem pomislil na tremo pri igralcih. Ja, veš, da normalno, itak se. Ja, imajo, ne. Vse se vidi, ne. Imaš igralca, ko je na treningih res... Ja, pri glasbenikih je, da si se pripravljaš, pa igraš pa svoj nastop, kot neka vrsta gledališka točka, ko imaš čist male prste, ne. Tukaj pa v bistvu je vse se real time dogaja, zato mi je tako všečno. Ja, pa nepredvidljivo je, veš, v športu je tako nepredvidljivo, ne moreš, dobro, se lahko predvidiš neke stvari, ne, ampak vsaka situacija je drugačna, no. Vse se znajdeš na treningu večkrat v določenih situacijah, ampak ko je tekma, je vsem drugače. Ne veš, kako bo obrambni igralci odreagiral, ne vem, drugače, no, in tu imajo težave, recimo eni igralci, ne, so na treningih, so super, na tekmi pa je v bistvu neprepoznal, ne, ampak je največkrat... To je vrsta improvizacija, ne, ali kako bi rekel? To je neka vrsta improvizacija, ne, v bistvu. Ja, mi rečemo temu, ne vem, na treningu situacijski trening, ne, se pravi, da poskušamo neke pogoje take ustvarjati, ko bo pol na tekmi. Ne, tudi ko se pripravljamo na nasprotnika, ne vem, ena ekipa je, zdaj igramo proti Barceloni, ne, malo imitira igro Barcelone, mi pa svojo igro, ne, in tak naprej, ne, in pač probaš neke situacije predvideti, tiste, ko lahko, ne, in da se oni znajdejo malo večkrat v tej zadevi in da pol recimo lahko rešijo na tekmi, ne, na tak način zadeve. Možda pa si prijetno z video analizom si pomagate, ne, pa pač gledate njihove akcije in obrambne in napadalne. Ja, mi imamo to posebej razdelano, ne, da imamo praktično imaš 4 faze igre, napad, obrambo, protinapad, vračanje, ne, in mi to pol še vse porežemo, ne, trenerji si pogledamo te posnetke, pol naredimo analizo, tisto, kar bomo predstavili igralcem, tiste detajle, ne, tako da skrčimo recimo vse na 20 minut, ne, pa da pol vidijo tiste bistvene zadeve, bistvene poudarke igre ene ekipe, ne, in pol tisto, kar pogledamo na video analizi, naredimo še pol enkrat na igrišču.
Tako da jih probamo informirati čim bolj, no, pripraviti na nasprotnika. To je to. No. Pa kaj, igralci, misliš, da gledajo Ligo prvakov, ne vem, ali pa kako nemško prvenstvo, ali pa ne vem, bilo kjero prvenstvo, podrobno, da bi se pač učili od teh, boljših, starejših, bolj izkušenih? Pa gleda, jaz mislim, da gleda. Na eni gleda, eni ne. Se to tak, eni so recimo tudi tema, ko prideš takle malo zraven, je sam rokomet, pa enih ne zanima, eni pač pride na trening, grejo iz treninga, zaključena zgodba, eni so pa res temu se čisto posvetjeno. Tako da se učijo, ne, imitirajo recimo razne zadeve, spremljajo. Je pa res, da ko si trener, to malo drugače gledaš na te stvari. Ne. Pol res bolj detaljno zadevo spremljaš, ne. Si pozor na neke zadeve, ko mogoče kot igralec nisi bil. Ne. Tako da pa tudi starejši, ko so igralci, spet drugače gledajo na zadevo, kot pa tisti malo mlajši, ne. 20-letnik ali pa en izkušen 30-letnik je tu med njima, ponavadi so kar razlike. No. Ja, veš, da bo sami razumevali igre. Ja, valjda. Ja, itak, ja. Veš, da ko si mlajši, si bolj na moč, verjetno pa na kar neko čutek. Ja, imaš neko zagnanost, neko tako drugo življenjsko energijo. Ne. Ti starejši so pa bolj tak preudarni, premišljeni, ne. Vejo, kaj hočejo, tudi obnašajo se ponovadi drugače, skrbijo bolj za sebe. Ne. Mlajši pa to je vse malo drugačno. To je čisto logično. No. Se to ni... Ja, mi imamo mešanco, ne, mladih, starih in pol se je treba normalno malo. Pa imate starejše, tako se mi zdi, da je ful mlada ekipa zdaj, če primerjam s temi. Pa imamo nekaj takih izkušenih igralcev. Nimamo jih veliko, imamo pa jih. Sam veš, kaj se to meni zdi, zato to so moji vrstniki, pa se zdi, isto. Ja, pa se ti... Veš, ko si takrat gledal Kokšarova, ko je bil star 30, ko so že to stari pravi. Zdaj so pa mi tam, ne, se ti pa zdi. To je res, ne. Ti bi zdaj že bil med starejšimi izkušenimi igralci. Jaz bi se že poslavljal, ne. Veš, glasbeno počele v bistvu začenjaš, ne, tam bi pa že bil, ne, tak je. Dober, ne bi še bil, no, zdaj tisti, ko res skrbijo za sebe, ne, imaš tudi primere, da pri 40 letih še vedno igrajo, ne, recimo. Res jih je malo, ne, ampak lahko pa, no, če imaš te zadeve malo poštimane, življenjski slog, pol, ne, se da kar dost, se da potegnati kariero. Ti ta mladi se mogoče tega ne zavedajo toliko, pa pol enkrat, ko pridejo v neka taka malo bolj zrela leta, no, pa ko se začnejo spraševati, kaj bojo sploh delali po igralski karieri, ne, pa vidijo, da pa bi bilo mogoče fajn, da bi malo potegnali igralsko kariero, ne, zdaj pa če si zdrav, lahka, ne, če pa nisi, imaš težave s poškodbami, pa tako, pa malo teži, ne. Ja, sem pa navadi si vedno, da življenjski slog prilagajaš, najprej te nekaj pohakla, pa začneš ti izboljševati življenjski slog, da bi to že vnaprej delo, ne. Redko, kjer se nasloni, veš, na izkušnje drugih. Ne. Ja. Mogoče da je, če kjer tak igralec, ne, malo starejši, ne vem, lahko malo vpliv na te mlajše, ne, drugače pa, ko jim nekaj razlagaš, ne, je večinoma, ja. Ja, res je to. Takrat si neranljiv, ne, ko si mlad, ne, se veš, nič ti ne more biti, ne. Čeprav se je malo spremenilo zavedanje, zdaj tudi tile malo, vse se malo prej dogaja. Tudi tu, ja. Fajn. Ker drugače tako, ko gledam malo slovenske igralce, rokometne, so pač v svetovnem vrhu, ne, vse rokomet je v Evropi, ima vrh, ne, ni ga v Aziji, pa v Ameriki, pa v Afriki verjetno nima take, se ne igrajo na takem visokem nivoju, no. Ne, res je. Čeprav, kjer reprezentanci so kar zdaj se kar dvignale, mislim, da je Brazilija me kar presenetila na tistem svetovnem prvenstvu. Ja, Brazilija, južnoameriške reprezentance so čedalje boljše. Tam se kar, ja, in Čile, Argentina, Brazilija, ne, so čedalje boljše delajo, no, Brazilija. Pa Severna Afrika še mogoče, ne? Ja, imaš ja, normalno, Alžirija, Maroko, ne, tu imaš te reprezentance, Tunizija, ne, Tunizija, Alžirija, recimo, so najmočnejše te, pa Egipt, zdaj bo prvenstvo v Egiptu, ne. Ja, zdaj moram malo pomisliti, no, kot
se geografsko skačemo malo Azija, Amerika. Ja, zdaj bo v Egiptu prvenstvo, ne. Egipt je zdaj kar veliko vložil, ne, imajo tudi tam z mladimi, zelo dobro delajo. Predsednik IHF-a je Egipčan, ne. Tako da tukaj je kar, no, so močni, oni so močni. Ja. Pa Katarci so močni. Ja, oni imajo denar. Ampak zdaj se tudi tam malo spremenilo, no. Zdaj se tudi tam razmere so se malo spremenile, veliko vlagajo tudi v svoj kader, v svoje te domače igralce, ne, nimajo tukaj več teh naturaliziranih, čeprav še vedno, ampak v zadju nekako tečejo, ampak je njihov življenjski slog je tam tak, da bojo zelo težko prišli do tega nekega resnega nivoja. No. Ja, tudi v stroju. Ja, bil sem enkrat na nekem izobraževanju, v bistvu smo z enim direktorjem zveze tu slovenske, smo predstavila delo mlajših reprezentanc slovenskih, tam katarskim trenerjem, ne, smo bila 5 dni dol, ne, in smo imela in teoretično in praktično smo v bistvu predstavila nek naš model dela z reprezentancami, ker jih je zanimalo, zakaj smo tako uspešni Slovenci, ne, zakaj imamo tukaj igralcev, glede na to, da smo tako mali, zakaj imamo tukaj igralcev, ko igra, ne vem, v teh najboljših klubih v Evropi, v Ligi prvakov, zakaj reprezentanca dosegajo take dobre rezultate, ne, in jih je to zanimalo, ne, in so naj povabili, no, tako da, ja. Pol malo spoznaš tudi neko, malo izmenjaš te izkušnje, da ti malo predstavijo, ne, njihov pogled, kulturo, ja, tudi, ne vem, tam so iz različnih držav, teh afriških, tudi prihajajo, pa azijskih, za trenerje, ne, in pa tam, ne vem, držijo ti Egipčani malo skupaj, Tunizici skupaj, Katarci, ne, in pa malo razlagajo, no, so povedali, kak zadeve pri njih stojijo, no, tako da. Je bilo zanimivo zvedeti tudi to plat, tako da zato pravim, no, da bojo težko z svojimi domačimi igralci naredili ne vem kaj, no. Imajo denar, ne, nimajo pa mogoče drugih nekih zadev, ko jih imamo mi. Ja, res je zanimivo to, pač, da v Sloveniji se vzgajajo športniki, oziroma nastajajo športniki, da se pač zdaj, če gledaš kolektivne športe, smo čisto v vseh kolektivnih, z izjemo fuzbala, res se ne moramo šteti v vrh, ampak košarka, evropski prvaki, rokomet smo bili že 2-krat polfinalisti. Ja, imam medaljo, ne, srebrno, bronasto. Ja, ne, kolektivni športi so res. Gledaš, z bojko smo ne, tudi finale že 2-krat, ne, finale. Ja, v finalu so igrali, v Franciji so igrali v finalu. Tako, enkrat pa polfinale sem zdi, ali nekaj tako. Ja, to ne vem. Ne, res, slovenski ekipni športi pač rasturimo, ne. Ja, vsi, ne, tudi individualni športniki, skozi so govorili, da Slovenci nismo, ne vem, narod zmagovalcev in tak naprej, pa mislim, da smo narod zmagovalcev, ne, če ne bi. Tukaj malo, ko nas je, ne, pa imamo take uspehe, to je noro, no, to je res, to je noro. Prav, jaz mislim, da tak, če pogledam z mojim nekim laičnim znanjem, sicer ogromno pogledam zadev, ko preverjam, ampak imam sam občutek, da smo v rokometu nekako najmočnejši ekipno, da je cela ekipa močnih posameznikov, ne, ker pri košarki, če smo realni, sta Dončić, Dragić, toliko nivojev boljša od ostalih, da se težko primerjati z njima, no, vse so ful dobri, ampak Luka je najboljši NBA player, top 5, ne. Ja. To ne moreš pa razumeti. Gogi tudi je tam, a veš, tukaj, pri rokometu se mi zdi pa, da je kar neka široka ekipa, ne. Ja, kak je, imamo, dobro imamo razvit rokomet v Sloveniji, ne. Ti, ko so pač skozi leta to ustvarjali, so res dobre pogoje ustvarili, pa v velikih mestih se igra, sploh teh manjših, se igra tudi rokomet, ne, in je kar razširjen, imamo dober tak tekmovalni sistem, dobro selekcioniranje, pa imamo tole tudi dobro, delamo te meritve motorične na fakulteti za šport, imamo res zbrane podatke za 20-30 let nazaj, ne, in tu smo res močni, ne, tudi v Evropi se igra, recimo se igra tak najboljši rokomet na svetu, ne, imamo veliko teh igralcev, ko lahko so prodrli recimo v tujino, v te evropske klube, imajo stik. Prva generacija, ko so tako prodrli v Evropo.
To bil Pongardnik, ali so bili še prej, že pred njim? Ne, ti so pol šli takrat iz tiste celjske ekipe, ne, so začeli, so začeli hoditi, ne, in so odprli vrata tudi drugim, veš, to je res bil en tak preboj, ne, zdaj pa so videli, ne, so ti mlajši igralci, recimo mladinske reprezentance so tudi vedno dosegali dobre rezultate, ne, tam so jih te druge nacije videli, drugi trenerji, so jih začeli spremljati, ne, je normalno, da so pol, ko se začne to malo bolj, so se začele meje malo bolj odpirati, ne, so imeli normalno večjo možnost, da se prebijajo v tujino. Ponovadi so se tudi dobro izkazali, imeli so neke kar pomembne vloge v svojih ekipah, ne, in so s tem neko dobro ime naredili slovenskemu rokometu pa slovenskim igralcem, ne, tako da, to je kar. To je res zanimivo. Jaz mislim, da smo kot dober nogomet je področje za sebe, ne, ampak glede na finančne zmožnosti smo, mislim, da najboljše organizirana panoga kolektivnih športov v Sloveniji, če damo nogomet normalno na stran. Ampak od ostalih smo pa, imamo pa res dobre pogoje. No. Ful. Pa se tudi sem bil, da ste dobili neko priznanje letos Celje za tako da bi rekel, da imate najboljšo akademijo, če so športna, kak je bilo rokometno? Ja, najboljša akademija, zdaj smo bili izbrani, ker je šlo veliko teh igralcev iz Celja v te boljše klube, mladih, ne. Pa to ne, da to so res preskok naredili, ne vem, iz Celja v Kiel, iz Celja v Barcelono, Vesprem, ne, te najboljše klube, ne, to so kar veliki koraki, niso imeli neke umetne postaje, ja. In to je res lepo priznanje, no, za klub, za celjsko stroko, delo in tako naprej. No. Ja, pa mislim, Celje je 30,000 ljudi, ne, konec, to je res, to je tako mala kapljica, ne, če si predstavljamo že samo Evropo, ne, kak je velika. Dobro, res pa je, da tukaj veš, kadrujemo tudi iz cele Slovenije, ne, se pravi, najlažje priješ v tujino, če priješ v Celje, ne, veš, Celje je neka tudi postala. Slovenija cela je tako... Ja. Polica, ne? Ja. 40krat večja je Nemčija, ne? A veš pa, mi se lahko kosamo z njimi kot pol na nekem evropskem prvenstvu. Ja, res je. To je nerealno, ne? V resnici. A veš, ko moraš vedeti, da moramo imeti tudi, imamo tudi dobro stroko, trenerje, ne, so izobraženi, se izobražujejo, ker konc veš, trenerji trenirajo vse te fante, slovenski trenerji, ne, da pol jih naučijo veliko, da lahko igrajo sploh na takem nivoju. No, točno to je ta tema, ne, kot pravim. A veš, ti kot trener točno vidiš, kaj pač je rabo zdaj, ne vem, če bi zdaj specifično enega igralca zdaj, pa ga ne rama, ne, vse je verjetno poslušano to. Verjetno so si med seboj podobni, ne, verjetno so si tudi kaj družili med sabo, jaz to ful gledam, da pač s tistim, ko se družiš, s tistim, ko skupaj delaš, se ful vplivaš ena druga, no. Vsaj v muski je tako, no. Ja, dobro, neki pozitivni zgledi vlečejo, zdaj imaš tudi nekih negativnih, no. Ampak vseeno, zdaj, da bi vedno rabiš nekaj, normalno, tako smo že na začetku rekla, no, da imaš nekaj, kar drugi nimajo, no. Na nekem področju res moraš izstopati, oziroma po rokometu kar na večjih, da ti lahko res rata, no. Tako da tu, da bi zdaj lahko nekaj izpostavil, kaj je točno tisti, je zelo težko. Veš, ker je res, tukaj je rokomet tak specifičen, tukaj je res pomembnih dejavnikov, da si dober, ne, da je težko izpostaviti sam enega. Pa kaj misliš, da gledajo klubi, ne vem, da bojo naredili nakup za enega igralca, kaj se čekirajo najprej? Mislim, dobro, itak mora imeti ful dobre rezultate, velike recimo nek dober procent šuta, pa ne vem, kaj pogledajo tudi zdravstveno kartoteko, ne vem, poškodbe, pa to je verjetno ful pomemben fakt. Veš, v bistvu so potrebe klubov so čisto različne, se veš, eni rabijo, ne vem, na različnih igralnih mestih igralce, ne, ampak okej, ajde, zdaj, če si visok, če imaš neko telesno višino, res, ne, pa da znaš, ne vem, ne rabiš biti ravno hiter, ne, če imaš neko telesno višino, si že takoj zanimiv za veliko klubov, no, čist tak, a veš. Tu je telesna višina, motorične sposobnosti so ful pomembne. V športu, tako so v basketu, v dvojki, v rokometu isto.
Ne, zdaj, če iščejo, ne vem, igralca na položaju srednjega, ne, mora imeti nek tisti igralni šmek, a veš, neki tisto igralno inteligenco, ki je mogoče drugi nimajo, ne, da vidi malo več, razmišlja malo drugače in tako naprej. No. Zdaj, ne vem, krilni igralci mora biti hiter, mora imeti dobro realizacijo, ne. Zdaj en išče sam bolj specifično, bolj obrambne igralce, ne, in tako naprej, ne. Iščejo vsi visoke, večinoma visoke pivote. Če imajo visokega pivota, mogoče išče malo nižjega pivota. Čist odvisno eno. Težko je izpostaviti. Tu je pa tudi element sreče, kar pomemben, ja, res, da imaš tisto, kar rabi ta klub, ne. Ja, moraš biti. Barcelona rabi velikega, pa si ti gre velik, pa... Dobro, ajde, Barcelona rabi, moraš biti tudi dober, no, moraš znati, če hočeš v Barceloni igrati, moraš ne sam biti velik, moraš biti hiter, moraš znati igrati, ni to zdaj, da si sam velik, dost, no. Ja, ne, to ne. Pač hodil v šolo. To ne, ampak tak pravim, ne, ja, ni... Potrebe klubov so različne, no, ampak glej, dober igralec moraš biti čisto preprosto, no. Veš, moraš biti kompletni igralec, moraš znati in obrambi igrati, napadu igrati, ne. Veliko moraš znati, veliko rokometnega znanja moraš imeti, da lahko prideš nekam, no. To je najbolj važno. Bolj kot to, no, se vidiš, imaš Miho Zrabca, je mali, ne, pa je zdaj evropski prvak, ne more zdaj izpostaviti, da bi lahko zdaj... Ja, ne, veš, ne vem, daš njega, pa Blagotinška skupaj, on je res ekstremno visok, ne, ta pa je recimo nizek, ne, pa zdaj Zarabec je evropski prvak, ne, Blagotinšek še pa nikoli ni bil, ne, pač to ne pomeni, ne, da je on kaj manj vreden, ne, naprimer, v nekem igralskem smislu. Vsak ima neke svoje kvalitete, ne, on je pa najboljši obrambni igralec bil, zdaj mislim, da že drugi zapored v Ligi prvakov, ne, tako da imamo tu res smo močni, no, če gledamo. Ja, res je močna reprezentanca, jaz mislim, res... da ne vem, z nekim delom na kolektivni nivoju bi lahko, po moje, ta reprezentanca Kamot osvojila eno prvenstvo. Ne vem, tako se mi zdi. Jaz, ko sem gledal, se mi je zdel, da je no-brainer, da bojo ti fanti, ko zdaj naštevaš enkrat prvaki, ali evropski, ali svetovni, kam vršili. Ampak je pa res pol, verjetno je ful težko take neuigrane, ne, med seboj, kar dobiti za en teden imamo priprave, pa gremo zdaj na prvenstvo, ne. Ne, to je težko, to se ne da kar takno. Vse to je. Ja. Mora se ti ful poklopiti stvari, po mojem, mora biti ta team spirit. Točno to, no, to je pa, to je ful pomembno, to je ful pomembno. Kako pa delate recimo na motivaciji, ne vem, se ukvarjate kaj s tem? Mislim, sigurno, da se ne, logično. Ja, dobro, prvo mora imeti vsak neko notranjo motivacijo, ne, da po nekem tekmovanju, zmagovanju in tako naprej imamo tudi športnega psihologa, ko nam malo pri tem pomaga, ne, tako da dela in na ekipi, in na posameznikih, ne, normalno imamo tudi trenerji neke določene prijeme, motivacijske, tako da tu je prav na različne načine. To je kolektivni šport, imaš več različnih karakterjev, vsak malo drugače razmišlja, vsak se malo drugače motivira. Zdaj lahko imaš neke skupinske nagovore, motivacijske pred tekmo, ne, ko so mogoče lahko dajo uspešni, ne, na dolgi rok ziher ne. Tako da tu je čist od ekipe do ekipe. Ne, kar, lahko. Hoče reči, da da se je ful težko pripraviti, ne vem, da boš ti zdaj kot Celje s trenutnim budžetom, pa s trenutno postavo, ko imaš se, ne vem, ful motivacijsko pripravo, zdaj pa na, ne vem, Pariz ali pa na Kiel ali pa na Barcelona, so tako ste vse dobili letos. Neverjetne, pač naloadane igralce, ko imajo, tako se mi zdi, da je njih tako več. Ja, ne, to ti moraš imeti, vse se ti mora tu poklopiti, zdaj, da če hočeš tako ekipo premagati, verjetno en motivacijski govor ne mogli jih dovolj, ne. Ja, se to mislim, ja. Ja, ne. Težko iti na tekmo, da si pripričan, da jih boš premagal, mislim. Ne, lahko pa recimo daš nekog, da se vidi, da dajo res vse od sebe, da se potrudijo maksimalno, no, to je vse, kar recimo lahko z tega stališča narediš, drugače pa moraš veliko znati, no, dober moraš biti, ne, prav se moraš odločati v nekih momentih, in to je pa lahko recimo, ne, lahko vse se da mogoče kdaj presenetiti kako tako ekipo, je pa normalno. Ko je bilo zdaj finale Lige prvakov za lansko leto, ko so zaključovali, ne, recimo Barcelona, Kiel, ne. Aha.
Kaj je prišlo do, kaj se zgodi v Barceloni, bom rekel? Nek razpad se mi je zgodil, po mojem, kar sem jaz gledal tekmo. Ja, jaz sem v bistvu tekmo, sem si pogledal posnetku, nisem zdaj, da bi jo tako analiziral, ne, težki reči, ker ponovadi, ko narediš neko malo bolj podrobno analizo, pa še zraven primerjaš neke statistične podatke, mogoče dobiš čisto drugo sliko. Nekako, ne vem zdaj, ali Barcelona malo odstopila od svojega, recimo, tistega sistema igre, ko je prej krasil, ne, zdaj ne vem, ali so sami spremenili načrt, ali jih je v bistvu Kiel prisilil to, ne, ker Kiel je res igral disciplinirano, res kvalitetno, golman je bil fejs razpoložen, Landin in Barca nikakor ni mogla razviti tiste neke svoje igre, ne. Podaljšanega proti napada, tistega pritiska, ko jih je skozi krasil, ne. Pa tudi je pol, recimo Vargas, ne, vratar Barce, dobro branil v drugem polčasu, pa neki odbitih žog niso dobili, spet niso mogli potegnati, ne. Kiel je igral mogoče malo daljše napade, 7-6 so dobro odigrali, ne, in težko je reči, no, pol, ko recimo narediš neko podrobno analizo, tako sem že prej rekel, pol lažje, ne, če podaš neko konkretno oceno, ampak ja, kaj reči? Ja, si ti dokončaj. Vse, v bistvu sem dokončal. Ne, hoče, da mi je zanimivo, ko gledaš, ne, dve tekme od istih ekip, ne, recimo polfinala, ko si gledal, pa so razmontirali v drugem polčasu Pariz čist, ne, pač 6 golov so lagali, ne. Potem sem gledal pa tekmo Kiel, pa Veszprem so bili pa čist iznačeni v podaljšku, na koncu so se nekaj zakomplicirali v zadnjem napadu, recimo Veszprem, da niso pač sil penalov, kako se reče. Vsi so verjetno penali po 2x5 minut podaljška, ne? Ja. A veš, pa so pa recimo Pariz premagali Kiel, Veszprem. Ja, tako. Kiel pa Barcelona, veš, kaj se je zgodilo v 2 dnevih, ne? Ja, to je tudi dnevna forma. Ne, verjetno tudi malo, ko si prej rekel, omenil motivacijo, ne, mogoče tudi ta motivacijski vidik, ne vem, na tekmi za 3. mesto, tam med Veszpremom pa Parizom, mogoče ni bil tak. Ampak je spet, to so take male stvari, nianse, ne, da je težko, recimo, če nisi zraven, je težko točno vedeti, za kaj se je šlo, ne, ali pa da ne govori z nekom, ki je bil direktno tam. Ker to so res top ekipe, 4 najboljše, ne, razlike so male, v rokometu je takoj 5-6 golov, ne. Če si sam gledal, ne, to tekmo polfinalno, ne vem, so vodili že za 7 golov Kiel proti Veszpremu, ne, pa je v drugem polčasu potem Veszprem povedal že za 4, ne, torej že 11 golov so praktično naredili v 20 minutah razlike, ne. To je res tak hiter, ne, in pa to res na top nivoju je to, ne, to so najboljše ekipe, pa se jim zgodijo take zadeve, ne, tako da je težko, no, tak na hiter neko konkretno oceno, ali pa recimo reči, tole je bilo, ne, točno tole je bilo, ne moreš, ne, tak ne moreš. Ja, res je tak šport, ne, pa tudi ta sistem ene tekme je bolj zanimiv za sam šport, po moje. In tudi lani, ko so Ligo prvakov v nogometu, so bile presenečenja, so lahko. Isto so na stolnih prvenstvih vedno presenečenja, zaradi tega sistema ene tekme, ne. Ker na 2 tekmih bo ena ekipa, ko je ful boljša, lahko naredila to razliko, v bistvu tudi 2-3 golov, recimo v fuzbalu primerno. Ja. In tudi prvenstvo, ko se tako zaključujejo, pa ti Final Fouri pa play-offi so kar cool. Ja, za gledalce sploh zdaj jih ni bilo, ne. Ja, televizijo, ja, ampak ne, valjda, ja. Ne, ja, z vidika tega, ne, da en tak turnir je medijsko po moje, no, mislim, pa tudi tako pravijo, da je dobro organiziran, jaz še nikoli nisem bil v Kelnu, ne vem, ampak tisti, ko so bili, no, pravijo, da je res super dogodek, no, ta Final Four. Ja, no, da se lahko ponovi Celje, kaj je bilo 2-7, kdaj je bilo, ne morem se spomniti zelo. 2-4. Kdaj so bili prvaki? 2-4. Ja, vedno je možnost, ne, je pa res, da je... Pijemo na to, Rega, laško. Tako, to je to. Na zdravje. Na zdravje.
Je pa res, da je vse odvisno, ne, točno od tega, kar zdaj kažeš. Ne. Verjetno ne samo od tega, še od kakega druga sponzorja, ne, če bi ga lahko pridobili. Tako da tu je, no, recimo, trenutno največji izziv, ne, za klub. Med to koronsko krizo se mi zdi, da je kar izziv za celo športno panogo, ker so imeli vsi cash flow po moje tako naravnan, da so se na live dogodke boostali ful. Ja. Mi smo tudi, mislim, da kar dobro tole zadevo medijsko sfurali, no, da so v klubu res dobro delali na tem, ne, da so se fajn zorganizirali, da so izkoristili. No, hočem reči, da je ful problem, so prej od kart se ogromno denarja generira, to mislim. Ja, prej se je od kart, pa od šopa, ne, pa od prodaje teh, ne vem, piva, ko si ga zdaj... ne, normalno, ja, tu je bil kar en velik prihodek, sploh te tekme lige prvakov, ne, zdaj pa normalno tega ni, ne, treba zadevo drugače speljati, drugje iskati te vire financiranja, ampak mislim, no, da se tile naši res trudijo, da poskušajo zagotavljati pogoje, ne, da lahko mi delamo v takih okoliščinah, ko so trenutno. No. Ja, da so te trenutne okoliščine, res upamo vsi, da se zdaj s prihodom teh cepiv pa z neko množično, kako se to reče, precepljenost. Precepljenost, ja, to si tako si želimo, normalno. No. Pa imunost, veš, da folk pač začne delati lahko nazaj normalno, ker je itak je stresno, za vse skupaj, ne. Ma ja, veš, da je. Ja, za konec bi se še res dotaknil malo tete zlate generacije. Kako si ti to takrat doživljal kot igralec kluba, si še bil takrat, ne? Kaj si bil mladinec ali si bil še mlajši? Misliš, ko so bili evropski prvaki? Ja. Takrat me ni bilo več v klubu. Takrat sem že študiral na faksu. Kaj si se že izobraževal? 2-2-2-3 sem se jaz upisal na fakulteto za šport. Tako da takrat sem pol tudi poskušal sem Slovano, recimo, ne, ampak je bil klub dobesedno v rasulu, potem sem se pa kar odločil, no, da bom nadaljeval študijem. Sicer sem potem, recimo čez nekaj let ugotovil, da sem vseeno mogoče malo prehiter obupal, prehiter nehal. Pa vseeno, ni mi zdaj, da bi rekel, da mi je grozno žal, ne, ker sem vseeno ostal zdaj v rokometu. Sem trener, rad delam to in je ok, tako je, no. Je bilo pa res, to je bil res čas tiste, ko so bili evropski prvaki, res bilo fenomenalno, no. Občutki so bili takrat res, se spomnim, sem gledal to tekmo na finalno uživo v Zlatorogu, ne, tisto pol po televiziji, pa smo pa tako vsi verjetno šli tja pred Zlatorog sprejeti ekipo, pa je res bilo, no. Tako si že prej samo omenil, nekaj posebnega. Ja, ne, mislim, pač ekipa je bila res takrat tako sestavljena iz takih igralcev, ko so res bili se pravi, ne vem, kako so bili oni zločinci, ampak videl si, da so ful kolegi, no. Da so res špirali za to dres in da so pač rekli, mi hočemo biti pač prvaki, ne vem, se mi zdi res, da so se tam Kokšarov, Rutenka, vse še zdaj ne spomniš pa Periča, ko je norel tam na golo, če ni bilo vse tako, je bilo. Ja, vse se posebna zgodba, no, vse se mi je poklopilo res, naredili so res tako neko ekipo starejših, izkušenih, temi mlajšimi, domačimi, ne, bilo je veliko takrat tudi teh, za razliko od preteklih let, slovenskih igralcev, ne, so bolj malo obrnali to zgodbo, ne, in v bistvu so vsa tista leta, ko so poskušali z večjimi vložki, jim ni uspel, ne, ko so pa zadevo malo obrnali, je pa ratal, no, tako da je bilo pol veselje štuk večje, verjetno, no, tudi z njihove strani, tudi neko zadoščanje za vse te ljudi, ko so takrat toliko vlagali v rokomet v Celju, ne, in normalno, to bila res neka nagrada za vsa tista prizadevanja, že tudi odprej, ne, da se je pol na koncu osvojil ta evropski naslov, želen, ne, in ja, pa vse to dejansko v kolektivnem športu je to itak največji klubski uspeh.
po moje, v zgodovini Slovenije pač tako kratka. Ampak Ja, to je dobro. Krimovke so tudi bile, ne, ženske so osvojile, so bile 2-krat evropske prvakinje. Tako da to je slovenska reprezentanca, je bila 2. na evropskem prvenstvu, 3. pol na svetovnem. Ne. Tako da to so primerljivi uspehi, ampak evropski naslov, normalno naslov je pa vse naslov. Ne, in lige prvakov v moški kategoriji, ne, to je res neki. Ja. Čeprav z ženska, veš, da nisem zelo se spomnil, da bi bila 2-krat. Vem tako, zelo imam neko spomino, da se spomnim teh. Mislim, da so bile 2-krat. No, zdaj mislim, da so bile 2-krat. Nisem tukaj, ne spremljam tukaj ženskega rokometa, ampak mislim, da so bile. No. Tako je pa v Severni Ameriki, se sploh igra rokomet, ali sploh ne obstaja? Ne, se. Zdaj sem celo, mislim, da sem par mesecev nazaj, da je tale Mats Olsson, ko ima tiste Šved s tistimi dolgimi lasi, desni bek, ko je bil v Parizu pomočnik Noki Serdaru Šicu, pa tudi selektor moške švedske reprezentance, ne, da je šel v Severno Ameriko s tem namenom, da promovira rokomet, razvija rokomet. Mislim, take neke informacije. No, Povoj, ki še vse skupaj. Zaznal, no, ja, da se poskuša, ampak tam bojo težko, ker tako se preboj naredi, ne, v Severni Ameriki. Sploh te kolektivni športi ne imajo tako močno tradicijo tam od bejzbola, ameriškega nogometa, košarke, ne, da bo rokomet, ne vem. Še nogometa niso mogli zagnati. Ja, še to imajo težave, ne, zdaj pa, da bi pa, ja. Ja, to bi bila kar zanimiva zgodba, ja, da še kdaj vidimo Američane, da se lahko konkurirajo kakšni evropski. Žal. Vse možno pa je, ne. Možno je, ja, možno. Če mlade začneš navduševati, ne, na tem športu, saj pa res, ja, hokej, bejzbol. Ja, ne prideš, ne, to je. To mi je edino žal, v Sloveniji, da res ne znamo tega rokometa malo bolj. Pa se tudi vse ostale klubske športe. A veš, da bi to bil malo bolj tak neki dogodek, dobro, zdaj je trenutno je zaprt vse, ampak če bi bilo odprto, veš, da bi to bilo taka neka trendovska zadeva, da pridejo tja neki celebrity, neki znani Slovenci. Ja. A veš, da če gledaš te NBA tekme so skozi obiskane, skozi tam tiste VIP karte snema, hodijo razni zvezdniki. V Sloveniji se mi zdi pa, da se je tak dogodek, ti dogodki niso tak obiskani. Kljub temu, da pridejo sem, recimo, vi gostite vsako sezono, ko ste v Ligi prvakov. Ja. Najboljše klube na svetu, pa vse niso čisto razprodane dvorane, pa ni taka. Ne, naši se mi zdi, se tega kar v klubu dobro zavedajo, skozi se poskuša nek šov delati, delajo na tem. Zdaj, če bojo vztrajni, ne, jaz mislim. Apeliram na vaše, bolj na naše, glasbenike in vlogerje. A veš, če bi oni začeli hoditi tja pa na svoje Instagram storije to objavljati, bi verjetno navdušili tudi te mlade sledilce, da bi pa mogoče šli pogledati, ne? Ker pač doživetja so pa vseeno vrhunska na teh tekmah. Ne? Ja, res je. Jaz sem kot otrok, smo me furali, smo imeli letne karte vedno, ker so delala mama Cetis je bil sponzor, sem možnost, da sem gledal te tekme in sem jih gledal v živo, no, takrat. Ko se je pač nekaj par letih bil tak, je visel na nitki, naslov, vse so bili skozi vrhu evropske. Ja. In sicer je bilo takrat malo bolj tudi neko agresivno vzdušje v dvorani, je bil še bolj tisti Balkan, v Zagrebu, ko smo tekli, vem, da so bilo strahno. Ko so bili Blue Boysi, ko so zažgali bakle v dvorani. Ja, zdaj tega ni več. Tudi na tekme ne hodijo v Zagreb več, ne imajo mislim, da beli lavovi ali kako se jim reče, ne vem, nekako. Takrat so Blue Boysi v glavi. Ja, to je bilo. Iz njih ne se upada to z rokometom. Rokomet je sajem bolj tak. Na nogometni tekmi še razumem, da se to zgodi, ker ipak ozun se lahko razkadi nekam. Ja. Pa tudi tja ne spada. Dober, sebi lahko, ne, tudi na teh košarkarskih tekmah tam v Srbiji, recimo, imaš te Partizan, Zvezda, navijače, ko je res divje vzdušje, ne, pa vseeno laufa, ne, pa tudi v Grčiji, recimo, Turčija enako, ne, so res taki fanatični navijači, ne, tukaj, ne vem, so se malo odmaknili, Bad Blue Boys, ne vem zdaj, kakva je zgodba tam v Zagrebu,
Ampak sploh če je dvorana akustična, je res to je nekaj posebnega, no, pol igrati v takem vzdušju. To je športno navijanje, super. Mislim, Ja. da se je lani ful dopadlo v Celju, ko so prišli madžarski navijači od Pixe. Ja, to je od Vesprema. Ja. So bili Vesprema? So pa že tako, ko ste za Celjane navijali. Ja, Vesprem nas zapolne celo tribuno, ko pridejo k nam. Ena tribuna je cela njihova, rdeča, to je, navijajo res tam tudi v Vespremu, to so tudi tako dobro vzdušje, tudi Vespremu igrati. Dvorana je praktično enaka, ko naša, zgrajena ne po istih načrtih, kot ta naš Zlatorog, in je resno, tam tudi so vsi v rdečem, to je vzdušje, tam je ta pravo. Fajn. Odlično. Ja, jaz komi čakam, da se vrnemo nazaj na tribune, gledalci, navijači, in da se koncerti odprejo, da začnemo lahko koncertirati, da se lahko tudi po tekmah kaj odvija pred dvorano. Ne. To bi bilo res Kaki eno. glasbeni dogodki, recimo, ne? To, ja. To. Ne, ker to je pač, to gre z roko v roki, ne. Se pravi, Ja, dobra športna prireditev. Vse zore se mi je dopadlo, no, ko ste imeli tekmo kako ste igrali državno prvenstvo, ko je bilo zelo izenačeno, no. Trebnje. Tako, super, ja, viš, to je že neka taka stvar, ko privabi gledalce. Ja. Ne. In je fajn, da se še pa tudi Gorenje so bili super boji. Pa včasih se mi zdi, da ko je še v Ljubljani živela, kak je bila, Prule so bile. Prule, ja, to je Prule so bile nekaj ful. časa nazaj. Ja. Ampak je bilo rivalstvo, ful, ne, Celje, Prule, in to je spet privabi. Ja. Vse je to privabi, normalno, ne, da zanimivo prvenstvo izenačeno vedno privablja gledalce, ne. To si vsi želimo, no, vse je normalno. Sploh pa, da bojo čim prej gledalci spet nazaj v dvoranah, ne, to, da bo vse je drugače igrati pred polno dvorano, oziroma da so gledalci noter, kot pa tako zdaj. Ne, Mislim, zdaj mora biti vam kar smešen, ti si že neki sezon v članskem rokometu, igralci tudi že neki sezon, mislim, to je zdaj prvič, da ni gledalcev, to se vrneš v tista leta mlajših dečkov. Še tam se kjer ATD. Ja, tam je bolj divje. Tam je bolj divje. Včasih na teh tekmah mlajših selekcij še bolj divje, kot na tekmah članskih ekip. Je pa res, da je sploh tisti začetek, prva tekma Lige prvakov je bilo res grozno, ko je tisti prvi sodnikov pisk, pa ponavadi vedno bilo bučno, ne, ali žvižgi, ali neko navijanje, zdaj pa je bila tišina, kot neka trening tekma in je bilo res čudno. Zdaj ne moram reči, da smo se navadili, no, smo se pa nekako sprijaznili s tem, pa igramo, pozabiš takrat, no, da ni gledalcev, nekako moraš dati to na stran in tekma normalno teče, ne. Vseeno pa komi čakamo, da pridejo gledalci nazaj. Da. Ja, jaz sem ful vesel, jaz sem šel s Hano, me povabila na tekmo, ko je bilo takrat možno vas pogledati v živo. Mislim, da je bila to zadnja tekma v lanskem letu. Ja, ena je bila. Gledalci. To je ena sama, ni bilo več. Ena je bila, pol pa ni bilo, pol je bila pa prepoved. Ne, mislim, da so bili gledalci, so bile, mislim, da 2 ali 3, pol so pa res prepovedali vse, ne. Ja, vse to zdaj že traja od Tako. oktobra. Ampak, ja, to sem še videl, no, in vsaj imaš tudi občutek, da še bo zaživeli, pa da se bomo lahko navadili nazaj na dogodke. V glavnem, hvala ti ful za tale pogovor. Hvala Upam, tebi za povabilo. Da si malo risal, kaj je potrebno, da ti rata v rokometu, športu, bilo kjerem. Upam, da sem, no, ja, čeprav je težko. Vse to je to, težko je v glasbi, težko je v športu. Težko se osredotočiti, tako sem prej rekel, no, sam na eno zadevo, no, res, tu je težko izpostaviti, dober moraš biti, no, čist tak na vseh teh različnih Kako pa postaneš dober, kako bi rekel mlajši selekcija, kako bi postal dobri? Malo moraš biti, eni pravijo, skozi ta borba med talentom pa delom. Zdaj, normalno, če nisi talentiran, tudi s trdim delom težko postaneš talentiran. Lahko pa postaneš, prej, ko pa tisti, ko ni talentiran, pa ko nič ne dela. Ne? Ampak vseeno, tu neka kombinacija, vedno normalno nekega talenta. Kako bi dal na svet nekemu mlademu? Talenta pa trdega dela.
delati moraš discipliniran, moraš biti, ne, to je tudi, da imaš disciplino, ne, da znaš usklajevati različna področja, da se znaš usredotočiti, da si vztrajen in tak naprej, no. To vztrajati moraš, verjeti moraš sam v sebe, v to, kar delaš, ne, normalno rad moraš to imeti. V glavnem se zelo podobno kot pri glasbenikih, po moje, no, ni zdaj tu nekih bistvenih, kar se teh zadev tiče razlik. Pa pol moraš biti še normalno v pravem času na pravem mestu, no, tudi to je en tak dejavnik in ko si na tistem pravem mestu, ne, v pravem času, moraš pa to tudi izkoristiti. Ne, to je, da si zdrav, ne, in tak naprej, da si v glavnem tu se mora res veliko nekih zadev poklopiti, zložiti skupaj, da prideš, recimo, dosežeš pol nek tak nivo. Predvsem, mi v glasbi skozi pravimo, glejte, poiščite si vzornike, poiščite si ljudi, ki vas inspirirajo, poiščite si neke cilje, ko so skoraj nemogoče, da jih dosežeš, pa delite to, ne vem, recimo, pri nas vadiš, pa ponavljaš pač pesem, ko je igral, ne vem, Bar Zuljan, da bi rečemo, slovenci, ali pa Slash od Guns N' Roses, ponavljaš te stvari in ko jih ti začneš to toliko ponavljati, boš znal, ne, verjetno, če bi si ponavljal en šut, ko je ful dober od, ne vem. Ja, zelo podobno. Rečeš. Ja. Sama repeticija pri rokometu pa ponavljanje, tako pri glasbi te ne bo naredil sigurno najboljšega igralca. Ne, tega ni v športu. Ne bo te naredil. Ampak boš mogel sestaviti celo paleto. Tako, točno to. Ne. Ni, ne, v tem, da moraš imeti res tudi te motorične neke sposobnosti. Zdaj samo število ponavljanj ni dovoljno. Moraš imeti res nekaj druga, no. Res moraš biti komplet neki igralec, dober moraš biti, no. Ne. Zdaj, kaj pa dober je pa čisto odvisno, ne, imamo visoke, male, hitre, počasne, dobro, počasni moč ne, ampak pa tudi sigurno, te pivo, močni so počasni. Ja, tudi različne tipe igralcev, ne, ki so pa vsi vrhunski, recimo na svojem igralnem mestu, ne, pa igrajo v top klubu, tako da tu, da bi bil zdaj res, da bi rekel nek recept, pa točno tole moraš delati, da boš postal vrhunski rokometaš, tega ni, no, da bi zdaj lahko na tak način ti rekel, ne. Zdaj še na hiter test razložiš, preden se posloviva. Misliš teste, motorične teste, tisto, ko si ti razlagal za slovenske reprezentance, ja, to je, v bistvu je to tako, da imamo, že ne vem koliko, zdaj sem zmislil, ampak mislim, da več kot 20 let se spremljajo motorične pa morfološke, to so telesna višina, teža, sestava telesa in tak naprej, vseh teh slovenskih rokometašov, izbranih sicer, ne, od 15 leta naprej in potem imaš to prav specifične teste sam za rokomet, ne vem, šprinti, vzdržljivostni teki, skoki, met žoge, pol telesna višina, teža, sestava telesa in tak naprej, ne, in to se potem spremljalo vsa ta leta, ne, in je nastal nek ekspertni model, kjer lahko napoveš neko potencialno uspešnost v rokometu, ne, in zdaj, če ti k tej potencialni motorično-morfološki zadevi doda še ta rokometni del, ne, lahko res z neko večjo verjetnostjo napoveš, da bo en pa res dober rokometaš, ne, ali pa recimo, če pri 15 letih vidiš, da ima en res vrhunske teste, ne, veš, da se je fajn pa njemu malo večji meri posvečati, ne, pozornost. Tako da tudi zaradi tega, ne, imamo recimo, ko smo prej govorila, tukaj teh dobrih rokometašov, ne. Ta sistem teh testiranj imamo res, mislim, da edini od kolektivnih športov v Sloveniji, da imamo na takem nivoju. Imajo sicer, mislim, da tam individualni športi, tek na smučeh, mislim, da ima pa smučarski skok izvaja, mislim, da tudi neke meritve, ampak od kolektivnih športov imamo pa mi edini, da imamo tako bazo nekih podatkov, ja. Super. Bi še koga pozdravil, Vse, ki me gledajo. Ne, heca vse. Super, jaz res upam, da bom si lahko tega privoščil na vaši tekmi čim prej.
da v letu 21 večkrat prijem lahko navijati, pa se čuditi, kako vse so sposobni rokometaši narediti v živo. Res se splača pogledati, vsem, ko še niste bili na rokometni tekmi ali pa že dolgo niste bili, pejte si še kaj pogledati, ker je res super. Vse po tebe je good, pa to samo v živo, pa le v živo. Je le nekaj. V živo, res je. Hvala za povabilo, ne. Hvala tebi, da si se odzval na takle glasbeni podcast, pridi pa debatirati, malo omeniti po Ja, z veseljem, ne. tvoji stroki, ker ti si namreč EHF, prav licenčni, ne? Nisi tako jaz, kot sam Ja, ne. stvari. Ja. Res fajn imeti kakega iz stroke mojstra na voljo, pa da lahko si kaj pogledaš, no? Ker po moje je ogromno ljudi, ki bi zanimali, kaj moraš zapovedati. Kak je tvoj naziv, kako se reče točno, pomočnik trenerja ali kak je? Ja, jaz imam zdaj to vlogo, ja, da sem pomočnik trenerja v članski ekipi, pa strokovni koordinator mladinskega pogona. Tako da boš naredil še par igralcev, ko bojo pa v barci zabijali. To je cilj, ne, to je cilj, naš cilj. Cilj, ne? Ja. Odlično. Koliko jih je že zdaj šlo iz tvoje šole v Evropo, v velike klube? Mislim, da si ti z njimi to delal, ne samo ti si celo. Zdaj, z večino sem delal, no. Zdaj, ali to bilo krajše ali malo daljše obdobje, ne, z zelo velikimi, no, sem delal, no. Zdaj številke ne vem. Je pa tak, vsak trener normalno doprinese nek svoj del k njihovemu razvoju, ne, tako da zdaj, da bi zdaj lahko, ne vem, izpostavljal določene igralce ali pa to ne bi, no. Ti lahko malo poveš, da si malo po španah, kako bi rekel. Ne. Ne bom jih izpostavljal. Ne, dosti je bilo, ja, no. Tam s tistimi, ki sem jaz špila, ne, so Blakar, Maraguč, potem Urban Lesek na golu, kdo je še bil, da je še iz moje generacije, Vid Poteko. Ja. Razgor, ne vem, če si ga omenil. Ne, je že malo starejši, ja. On je malo starejši, ja. Ja, nisem skupaj igrali. Ampak ja, ne, se pravim, res se v Celju je taka prava valilnica rokometnih talentov. Dajte Peri, zmagite še kaj tekmi, da bomo še raj kakega spili.